Manca, kako deluje hierarhija znotraj benda? Pri nas je tako, da ni noben zares ta glaven, nekako si delimo to, vsake toliko nekdo potegne. Liderja se sama ekipa izbere, v bistvu sam se izbori to pozicijo. Glava je režiser, pol je, ne vem, pomočnik režiserja, pol imaš tajnico režije pa tako. Sigurno ste imeli tudi konflikte, kako to razrešujete pol? Itak, mislim, še posebej, mi smo res zdaj že 10 let v resnici skupaj, to je najdaljši odnos, ki smo ga imeli s komerkoli, tako da je bilo en kup stvari. Včasih je dobro priti do kakšen konflikt, ker to pomeni, da hočeš popraviti situacijo, da te skrbi za nastalo situacijo. Ker če ni konflikta, to pomeni, da ti je vseeno. Ves čas se itak nekaj kregaš. Mislim, to je pač del snemalnih ekip. V bistvu smo se ful nekako naučili biti dlje časa skupaj, se furati, pač skupaj v kombiju po 20 ur, pač se naučili, da vsak rab svoj plac. Kažem primer, ki je nekdo nekaj zafrknil, ali pa da si ti mogoče bil ta krivc. Ja, če režiser zafrkne, je tako najtežji tako kazati s prstom. Še največ, kar se spomnim, je mogoče tako, da kdo kaj na špilu, kaj zafrkne, pa še takrat ni zares. Mi res probamo vse sam se furati. Smo bili dogovorjeni, da prinesejo recimo neke rekvizite. In pa smo prišli na snemanje, teh rekvizitov ni bilo in v bistvu nismo mogli posneti prizora. Pa smo kar enkrat eno uro zamude imeli, take stvari se dogajajo. Prave ekipe in pravi karakteri to dajo skozi in to je tudi sestavni del kolektivnih športov. Razmišljanje tako, kaj lahko ti narediš za ekipo, ne kaj bo ekipa naredila za.